da bo edina trojka v naši državi domača trojka. Res je, zgoraj povedano, žal drži v celoti. Drži torej, da ne potrebujemo nobene evropske trojke. Domači neoliberalni špiriči bodo od nas, sedanjih in prihodnjih davkoplačevalcev, brez milosti izterjali socializirane dolgove. Gospa predsednica, evropske trojke res ne potrebujemo. Imamo je doma. Kakšno olajšanje po tej izjavi. V obdobju debelih krav, po letu 2004, v varnem zavetju razraščajoče sistemske korupcije in korupciji naklonjene zakonodaje ter njenih političnih botrov na tradicionalni levici in desnici so zaščitene plenilske horde množično in nekaznovano ropale Slovenijo, njene prebivalce. Tudi na račun množice odpuščenih in slabo plačanih delavcev so vso energijo namesto v ustvarjanje dodane vrednosti, večjega zaslužka za vse zaposlene, mrzlično vlagale v krajo in razprodajo premoženja. Sedaj, v obdobju suhih krav, pa nenadoma ni več kapitalistov. Nasprotno, vsi smo neprostovoljno postali slovenski socialisti, saj so nam bratsko porazdelili nastale gromozanske dolgove. In kaj se bo zgodilo s krivci za dolgove? Teh ne bomo zagovarjali za nazaj. To nam sporoča slovenska stresna trojka. A pozor, trojka nam obenem, brez dlake na jeziku, jasno sporoča še nekaj pomembnega. Ni nobene garancije, da se ne bodo v kratkem ponovili stresi presušenih denarnic davkoplačevalcev. Taktika zagovornika kapitala in kapitalizma je prozorna in jasna. Čim bolj bomo državljani zadolženi, bolj bomo prestrašeni, poslušni in pasivni. To je taktika. Sodobna, stresna, dolžniška podoba Slovenije 2013 je zgolj ena od sodobnih zgodb slovenske inačice neoliberalizma. Gibanje in stranka za trajnostni razvoj, ekosocialisti Slovenije zahtevamo po pozitivnem zgledu Islandije dosledno kaznovanje vseh tistih finančnikov, menedžerjev, politikov in drugih, ki jih bodo sodno dokazana koruptivna dejanja in osebna odgovornost, zlasti pa odobritev goljufivih plenilskih kreditov za nakup slovenskih podjetij. Drugič, mandat poslancev, ministrov, županov in drugih vodilnih političnih funkcionarjev je treba omejiti na 2 zaporedna mandata in jih tako obvarovati pred zapeljivimi sirenami oblastništva in korupcije. Potrebno je izvesti institut ljudskega odpoklica političnih funkcionarjev. Tretjič, Slovenija se naj poveže z drugimi zadolženimi državami Evropske unije in zahteva sklic Evropske konference o najmanj delnem odpisu javnega dolga in brezobrestne ali nizkoobrestno vračanje ostanka neodpisanega dolga javnega, torej javnega dolga. Ostale zahteve so že prej
je prej prebrala Iniciativa za demokratični socializem. Naj zaključim s tem, da je prihodnost Slovenije, Evropske unije in sveta demokratični, etični, ekološki socializem ali pa nadaljevanje kapitalističnega barbarstva. Tega zaradi uničevanja eksistenčnih pogojev za življenje prihodnjih generacij in za boljše, pravično družbo ne bomo dovolili. Skupaj kot socialistični blok združen bomo dosegli svoje cilje.